N1 podcast s Suzano Lovec. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci. Ervin Hladnik Milharčič, legenda slovenskega zunanjepolitičnega in vojnega novinarstva, je danes z nami. Dobrodošel, Ervin. Hvala ti, ker si prišel pomagati nam spet razlagati svet. Najlepša hvala vam, ne. Dober dan. Ko sem zjutraj prižgala telefon, so bile med prvimi novicami na CNN-u. Amerika po smrtonosnih napadih na Bejrut poziva Izrael naj zaščiti civiliste. V izraelskem napadu umrlo vsaj 28 Palestincev v šoli v Gazi. Združeni narodi opozarjajo, da je ogrožena varnost pripadnikov mirovnih sil, potem ko je Izrael ranil 2. Na BBC-ju 22 mrtvih v izraelskem napadu na Bejrut. Reuters ekskluzivno zalivske države pozvale Ameriko naj prepreči Izraelu bombardiranje iranskih naftnih nahajališč. Torej, žarišče se širi, eskalacija konflikta, kot eufemistično mi radi rečemo, se dogaja iz ure v uro. Kako ti ocenjuješ dogodke na Bližnjem vzhodu v zadnjih 2 tednih, recimo? Poglejmo, kaj je tle novega, zares. Ne? Kaj je bilo danes novega, oziroma včeraj. Ne? Je to, da je nek izraelski tank streljal na stražni stolp štaba UNIFIL-a, to je mirovnih ščet Združenih narodov v Libanonu, v Nakuri. Nakura je postojanka v Libanonu, v južnem Libanonu, v neposredni bližini izraelske meje. In Združeni narodi so nekako vljudno sicer rekli, da se njim zdi, da je bil to nameren napad, da ni šlo za nesrečo, ker je Nakura ta 50 let, postojanka je na vseh vojaških zemljevidih, v vidnem polju, če jo gledaš iz Izraela, in torej ni moglo biti naključje. Skratka, kaj lahko sklepamo iz tega? Glede na to, da je potem eden od vojaških poveljnikov izraelske vojske priporočil Združenim narodom, naj se umaknejo 5 kilometrov stran od meje, pač razumejo, to lahko razumemo mi tako, da Izraelci razumejo Združene narode kot oviro pri njihovem vojaškem posredovanju. Ne. Zdaj, to je novo, tako direktno reči Združenim narodom, dajte se nam spucati izpred oči, ne, zato ker moramo mi tle pač svoje opraviti. Ne. Tega se Združenim narodom ponavadi ne dela, ker zahteva protokol neko določeno mero vljudnosti. Tako da je ta način komuniciranja z mednarodno skupnostjo je izviran. Ni popolnoma nov. V Gazi so brez posebnih skrupulov rušili šole, ki jih je zgradila Agencija Združenih narodov za begunce UNRWA. Pa tudi leta 1996 so nedaleč od Nakure zadeli, so streljali s topovi na begunsko taborišče pod upravo Združenih narodov in tam ubili 105 beguncev v Libanonu. In takrat je po raziskavi Komisije Združenih narodov ni moglo biti drugače, kot da je to bilo namerno, ampak izraelska preiskava je ugotovila, da ne, to je bila napaka, so imeli na zemlji, porabili so stare zemljevide in so se zmotili. Problem bil v tem, da so zemljevidi bili od leta 1948, starejših, na katerih bi bile postojanke in begunska taborišča, pač ni bilo. Tako da meni se zdi, to nakazuje eno novo fazo preko vloge Združenih narodov v tem konfliktu, ki se bliža nuli. Pomen mednarodnega nadzora nad potekom vojne, ki se je nekako ustalil po 2. svetovni vojni, da vsaj Rdeči križ pa Združeni narodi lahko pogledajo, pa se nekako priča tega, kar se dogaja, čeprav ne preprečijo, da tudi to počasi se briše iz vojn. In tle smo lahko zaskrbljeni, ker če ni nobenega nadzora nad vojaškimi enotami, potem lahko počnejo ravno vse, kar se jim zdi ustrezno, ustrezne se jim pa lahko zdijo tudi skrajno neprijetne reči.
Ampak Guterres je persona non grata, to je bilo že prejšnji teden. Ne? Ja, Gutierresu, Ja. so prepovedali vstop v Izrael. Ne? Tudi to je novo. Skratka, ampak če pogledamo tega, da padejo nebotičniki, da so mrtvi ljudje po tleh, od tega smo se navadili. To je tako rekoč skorda vremenska napoved, ne? Če pogledaš Bližnji vzhod, posebno v zadnjem letu. Ne? Tega, da so Združeni narodi direktno napadeni, ne? Da je podvržen generalni sekretar žalitvam in nepriznavanju njegovega diplomatskega statusa. Na to bi bilo treba nekako reagirati, ne? Ker so Združeni narodi še zadnja mednarodna organizacija, ki v teh konfliktih sploh obstaja. Tudi Rdeči križ je zaskrbljen, ker streljajo na njih in zelo previdno vstopa na konfliktna območja. Ne? Če mednarodne organizacije, ki imajo vse papirje urejene, da pač nismo tukaj nevtralni, smo samo zato, da pomagamo civilistom, pa pogledamo, kako poteka ta vaša vojna. Ne? Če se to odstrani, se potem vojne dogajajo v popolni divjini, nekako veljal pa je konsens, da tega ne maramo. In tebe, tako kot vse druge, skrbi, da vstopajo v popolno divjino, tudi vojne? Ja, ampak poglej, če ne bi imeli nobene izkušnje, mi tukaj, ne, iz Slovenije, pa bi rekel v redu, ne, ampak Srebrenica, ki je bila pod zaščito Združenih narodov, je bila deležna tega, da je postala prvi genocid na ozemlju Evrope po drugi svetovni vojni. Afriko pa druge kraje radi pozabimo. Ne? In tam je bilo tudi tako, da smo vsi gledali, kako je usoda 3000 v glavnem moških z muslimanskimi imeni, ne, tudi ne nujno te veroizpovedi, pač zapečatena. Ne, si smo vedeli, da jih bojo pobili. Tako se je v Bosni postopalo, kadar je bila srbska vojska generala Mladića v ofenzivi. Ne, je bilo pač vse mrtvo pred njo in za njo tudi. Ne. In to smo vedeli. Pa so bili tam Združeni narodi, ki bi morali posredovati, pa niso zaradi omehovanja velesil, ki na koncu odločajo o tem, a se bo kaj stopilo v akcijo ali ne. Ne? Tako da vemo, kako se te zgodbe končajo. Ne? Končajo se z množičnimi grobnicami, iz katerih potem z bagri izkopavajo trupla. Ne? To ni prizor, ki bi ga radi gledali. Ne? Zato so poročila tudi iz Bejruta in iz Gaze te dni tako zelo, ne bom rekel cenzurirana, ne bom rekel rafinirana, filtrirana. Ne? Tako se vojna v Gazi prikazuje že skoraj da tako kot selfie na Instagramu. Ne? Nekaj pogledamo, če so dovolj estetske, v resnici je pa položaj tak, da ne zdrži pogleda, hladnega pogleda kamere. 7. oktober, torej ta teden, je minilo leto dni, prva obletnica napada Hamasa na Izrael, ko so ubili 1200 Izraelcev, prva obletnica od zajetja talcev. Kako se je v tem letu, ko se je zgodilo še vse to, do zdaj, o tem, kar sva govorila, spremenil Izrael in kaj je v tem letu sploh še ostalo od Gaze? Odtlej ubitih 42,000 Palestincev. Jaz mislim, da je treba na 7. oktober lanskega leta in na Gazo pogledati skozi besede generalnega sekretarja Združenih narodov Guterresa, ki je še isti dan pač obsodil, obžaloval to, kar pač v diplomaciji počnejo, in potem je rekel samo en stavek: ne pozabiti, da se te reči dogajajo v kontekstu. Ne? Kontekst je pa 67 let okupacije, Nagba, izgon 800,000 Palestincev, okupacija Zahodnega brega, širitev naselbin in Gaza, ki je veličastno taborišče, rečemo zapor, ampak ni, to je taborišče, tako pač je, to je skupek begunskih taborišč in to, kar je ostalo od nekdanjega mesta Gaza. Ne? In ta kontekst je tisto, o čemer
se v Evropi zdaj že sprejemajo zakonodaje, ki prepovedujejo, da bi se ga omenjalo. Skratka zakaj je to možno? Zakaj lahko Izrael brez posebnih, brez nikakršnih v resnici ovir vstopa v tuje države, bombardira središče mest? 22 ljudi, ki ste jih omenili na začetku, je bilo ubitih v centru Bejruta, niti ne v zahodnem delu, ki je šiitski, v samem središču prestolnice suverene države, pa skomignemo z rameni. Zakaj je to možno? To je možno samo zato, če rečemo, tle ni nobenega konteksta. Mi imamo opravka z zlom in to zlo moramo izkoreniniti. Zdaj, Izrael nastopa stališčem, da je nedolžna žrtev in brezmadežni junak. In v resnici ni eno, ne drugo. So neke zgodovinske okoliščine, kjer je nedolžna žrtva nesporna, ampak zdaj pa pač to ne drži več. Zdaj, če hočemo razumeti, kakšna je naša odgovornost do tega, moramo upoštevati kontekst. Ta kontekst se briše. Palestinci so samo še Hamas, ne omenja se več PLO-ja, ne omenja se palestinske osvobodilne organizacije, palestinske uprave, celega kupa institucij palestinske države, ki je priznana, pa ne obstaja. Kontekst je zapleten, ampak obstaja pa. In znotraj tega konteksta je to treba razumeti. Tendenca v Evropi je pa ta, da kontekst ne sme biti niti omenjen, ker to že pomeni napad na karkoli pač drži Evropo po konci. To je v glavnem slaba vest zaradi druge svetovne vojne. Ti si pri Marcelu, na javni televiziji, kjer si nedavno gostoval, si prišel z Biblijo v roki, ne? Ja, Sveto pismo je zanimiva institucija. Jaz sem se ta teden naredil intervju s 4 palestinskimi verniki, 2 luteranska duhovnika, 1 grška pravoslavka in 1 frančiškanski menih, ki so prišli v Evropo razlagati, da je krščanska skupnost na Zahodnem bregu in v Gazi smrtno ogrožena, da je ostalo še mogoče 55 tisoč kristjanov v sveti deželi, 1 milijon krščanskih Palestincev pa živi v tujini, glavno v begunskih taboriščih in raztrosenih po svetu. To je številka, ki preseneča. Mislim, to, da je sveta dežela krščanska dežela, vzbuja ni radovednosti več, ne bolj čudenja. Zdaj, zakaj je Biblija tukaj? Zakaj se je splačal vzeti v roke in prebrati? To je prvič tukaj zanimivo čtivo. Drugič pa zato, ker deluje kot zemljiška pogodba, ki jo Izrael vedno znova položi na mizo, ko upravičuje, zakaj lahko zaseda ozemlja, ki pod mednarodnim pravom niso izraelska. Izraelski je en del, ki ga je zarisal Varnostni svet Združenih narodov, potrdila pa Generalna skupščina leta 1948 ali 1947. In ta zemljevid je narejen na podlagi prve knjige kraljev, to je kralja Davida in kralja Salomona, kjer je kraljestvo kralja Davida relativno zavzema današnje ozemlje tega, čemu rečemo sveta dežela, še par drugimi dodatki. Salomonovo kraljestvo posega čez Damask do Bagdada in do reke Eufrat. In ta zemljevid, to je veliki Izrael. Ko je Ben Gurion, ko so Ben Gurion leta 1936, ga je Lord Pierre, ki je vodil neko britansko komisijo gledati, kaj se dogaja v Izraelu, daleč pred drugo svetovno vojno. Ga vprašal pa, da na podlagi česa vi trdite, da je to vaše, Ben Gurion vrgel Sveto pismo na mizo. Okay. Dobro, če je to zemljiški dokument, v redu, pač treba samo pogledati, kaj v njem piše in se malo začeti praskati po glavi. Ampak hkrati je pa zdaj nastopil nek moment, ki je pa antipatičen. V Svetem pismu je veliko napisanega. Med drugim je Jozujeva knjiga
in ki jo je citiral Netanjahu takoj po 7. oktobru. Ampak pa še prva Samuelova knjiga, ki jo pa zelo rad citira Rabi Lior iz Jeruzalema, voditelj naseljencev na Zahodnem bregu. Ne? In tam je direktno zapovedano, in to je žali Bog citiral Netanjahu, rekel, tam Bog naroči Izraelcem, ko so zasedli Jeriho, pojdite, ubijte vse ženske, otroke in moške in tudi goveda in ovce. Ne? To je bilo 3-krat vsaj citirano v političnih govorih, Rabi Lior pa to vsakodnevno počne. Ne? Tako da ta ideja, ne, da je treba izvorno prebivalstvo Palestine preprosto zbrisati, ne? Je čudno, rečemo tako. Ne? Pred enim letom bi se nam to zdelo, dobro, pretiravaš. Ne? Ampak glede na to, kaj se je zgodilo v Gazi, ne? Ko je bilo dobesedno 3/4 območja porušenega zemlja, razseljena, potisnjena v en kot tam pri Rafi, ne? Je to zdaj resničnost. Na Zahodnem bregu tudi postaja resničnost, ker se palestinske skupnosti niso več skupnosti, ampak te citiram dr. Mirtija, rektorja Univerze v Betlehemu, ki je rekel, da Zahodni breg je videti kot švicarski sir Emmental. Izraelci zasedejo ves sir, Palestince pa potiskajo v luknje, ne? Po ameriškem modelu za izvorno ameriško prebivalstvo, ne vem, če se jim še sme reči Indijanci. Ampak recimo, ne? To so te iz filmov, ki so jih potisnili v rezervate. Ne? In se zdi se, da resničnost Palestincev zdaj, da živijo v rezervati. En rezervat je Betlehem, en rezervat je Ramallah, en je Bir Zeid, Hebron, Nablus, Jeriho. Ne? Skratka, živijo v rezervatih brez komunikacije, ne? Kot ne več kot narod, ampak kot ljudstvo. Ne? In to je resničnost in prihodnost je pač izgon. In zdaj, če imamo Biblijo, ki pravi, to je v redu, ne? Ustreza našim verskim postavkam, to predstavlja problem za vse, ki to knjigo jemljajo kot eno od vodil svojega življenja. Teh je pa kar veliko. Ti si dolga leta živel v Jeruzalemu. Ne? Kako se spomniš tistih let? Mislim, kaj je bilo drugače takrat, kot je zdaj? Prvi članek, ki sem ga jaz napisal iz Jeruzalema, je bil na pokopališču, kjer so pokopavali Icaka Rabina, ki ga je Yigal Amir ustrelil par dni prej. Icak Rabin je podpisal mirovne sporazume z Jaserjem Arafatom. Mirovni sporazumi so se zdeli obljuba miru in 2 držav. Eno za Palestince, eno za Izraelce. Ne? Skratka, pravična razdelitev. Mene je presenetilo, da Palestinski nacionalni svet, v katerem so bili George Habash, Leila Khaled, ljudje, ki so na vseh seznamih zapisani kot veliki teroristi, so glasovali za rešitev 2 držav. Palestinski nacionalni svet je vrhovni organ PLO-ja, ki po mednarodnem pravu edini predstavlja palestinski narod. Ne? In edini, ki je glasoval proti, je bil zdravnik iz Gaze, Haidar Abdel Shafi, potomec ene velike družine iz Gaze, njegovi so bili čuvari verskih krajev. In on je pa, kot mlad človek, je bil v angleški vojski zdravnik med 2. svetovno vojno. On je glasoval proti. Jaz sem stopil do njega in sem ga vprašal, glejte, tle zdaj imate načrt miru, ne? In zakaj ste glasovali proti miru? Ne? Ravno, ker sem prišel, pa to bili prvi dnevi. In on me je tako pogledal, pa me najprej vprašal, kaj sem počel prej, pa sem rekel, da sem 4 leta pisal o jugoslovanskih vojnah, pa v glavnem jih preživel v Bosni. In potem je rekel, nimaš pravice biti bedak.
prečiti dokument, to je goljufija. Ne? To ne obljublja palestinske države, da samo prelaga končno odločitev o kapitulaciji Palestincev pred Izraelem na konec. Ne? In je imel prav, ampak jaz sem bil bedak in sem pisal o miru. Ne? Kar nekaj časa, dokler se mi stvari niso začele jasniti drugače. Ne? Namreč on je rekel, da so mirovni sporazumi goljufija. Zato, ker rešujejo vse marginalne probleme, vodo, zrak, kaj pač, kmetijstvo, puščajo pa za na konec, ko bo vse drugo rešeno, tri ključne vprašanja, ki so v jedru spora. In to so vrnitev beguncev, naseljenci na Zahodnem bregu, na zaplenjeni palestinski zemlji. In kaj je bila tretja? Sem pa pozabil. V glavnem te dve. Tretja je bila seveda Jeruzalem kot prestolnica palestinske države. To človek pozabi, da je Jeruzalem ima ta status. Ne? In to troje je puščeno za na konc. Ne? In je rekel, in to je goljufija, ker na koncu bodo od Palestincev zahtevali, da kapitulirajo. Ne? In to se je zdaj po 20 letih dogaja. Po 30, pardon. Po 30 let je že. 30 let je od leta 93, ko so podpisali sporazume. Ne? Ti praviš, pri Marcelu si to rekel, ne, da je pri Hezbolahu Izraelu uspelo to, kar mu pri Hamasu nikoli ni, da je uspel s svojimi agenti fizično penetrirati vojaško strukturo, pri Hamasu mu to ni uspelo. Zakaj in kako različna sta Hamas in Hezbolah? To je začudujoče, ne? Ker namreč do palestinskih gibanj Izraelci nikoli niso imeli nobenega spoštovanja. So rekli, mi to z levo roko opravimo. Ne? Pri Hezbolahu so vojaki, ki so bili v Južnem Libanonu, tam v 90-ih letih. So meni govorili, ko sem delal reportaže o tem, kako izgleda okupacija, so mi rekli, do Hezbolaha samo respekt. Ne? To je ta vojska, ki se zna boriti. Palestinci ne. Te ne znajo. Ne? Hezbolah je veljal za sofisticirano strukturo, ki ima za sabo urejeno politično stranko, močno zaledje v šiitskem prebivalstvu Libanona, ki tvori vsaj 1/3 prebivalstva, in oboroženo krilo, ki deluje po parametrih gverilske vojske. Hamas je bil pač v percepciji neko krdelo ljudi, ki so s črnimi krinkami na obrazi kričali Allahu Akbar, pa tu pa tam se kdo vrgel v zrak. Ne? Izkazalo se je, da je izraelski obveščevalni službi ob tem, da je imel v zaporih 10.000 Palestincev, od katerih je dobršen del pripadnikov Hamasa, nikoli ni uspel priti v vrh vodstva Hamasa. Razen enkrat, ko so ubili Jahjarja Jaša, inženirja, ki je delal bombe, s katerim so metali v zrak avtobus v Jeruzalemu. Penetriral je pa v Hezbollah. Zdaj, kako jim je to uspelo, bomo prej ali slej o tem brali kakšno zanimivo knjigo, ne? Ampak je začudujoče, da so Hezbollahu tako rekoč odrezali politični in vojaški vrh. Šejh Nasrallah je bil oboje. Šef stranke, duhovni vodja in poveljnik vojske. Pobili so pa bolj ali manj sistematično vse do ravni komandantov čet, rečemo temu, v tej terminologiji. Pa kljub temu Hezbollah še vedno funkcionira. Je še vedno operativna gverilska vojska, ki Izraelu samo nagaja, ampak nagaja pa kar uspešno. Ne? Hamas, ki bi moral biti poražen po enem letu, pa tudi še vedno obstaja. Ne? Zdaj, zakaj je tako? Ne? Vojakom zahodnih vojsk to ni všeč. Ne?
Ampak velja spomniti, kakšna je bila usoda evropskih vojsk, v resnici vojsk celega sveta, ne, v Afganistanu, ki so prišli tja z ogromnimi blindiranimi vozili in vso vojaško tehnologijo, ki jo svet premore. Proti sebi so imeli pa dobesedno razcepance v japonkah z kalašnikovi v roki in vsi so izgledali kot nepospravljene postelje. Ne? In ta vojska je ne samo onemogočila okupacijo Afganistana, ampak je tudi nagnala najmočnejše vojske sveta. Zakaj? Zato, ker pa talibani sebi rečejo narodno osvobodilna vojska. To je to isto, kar govori Hamas. Hamas reče, mi smo osvobodilno gibanje, ne? In Hezbollah tudi sebe predstavlja kot odporniško gibanje. Ne? Odporniško gibanje ima zaledje v okupiranem prebivalstvu v Izraelu in prebivalstvu Libanona, ki se počuti ogroženo, šiitsko, ne, ker predstavlja manjšino. Zdi se, da če si dobro zasidran v prebivalstvu, ki razume tvoj boj in ga podpira, bojo imeli še tako organizirane vojske težave. In potem se slej vse odločijo za isto strategijo, ne? In to je likvidiranje civilistov in izsiljevanje z 10-kratno, 20-kratno, 50-kratno pomnožitvijo svojih žrtev s civilnimi žrtvami sovražnika. Ne? Zato je ta vojna tako strašna in je v resnici vojna proti civilistom. Ne, ti ne moreš tam skoraj 50,000 palestinskih žrtev, med katerimi je večina žensk in otrok, ne, razglašati kot vojna proti Hamasu. Ne. To je, če uporabljaš bombardiranje civilnih objektov in zdaj tudi Združenih narodov, če treba, ne, kot izsiljevalno karto, kjer poveš, ni nobenih omejitev, in na drugi strani ni nikogar, ki bi rekel, dajte se vi malo ustaviti, ne, torej mi tega ne bi več gledali, ne. Ampak hkrati pa veš, da nihče ne bo stopil na stran niti Palestincev, niti šiitov. Iran, ne, ki podpira Hezbollah v Libanonu, ne, je pa pod stalno grožnjo tega najhujšega maščevanja. Ne, vsaj po besedah sodeč, ne, Izraelci ne bojo dovolili tega draženja več. Ne. Mislim, težava je potem, da Izrael ima 90 atomskih bomb, nobena arabska država nima niti ene, Iran tudi nima nobene atomske bombe. Ne. In prva atomska sila je Pakistan. Ta pa zelo daleč, ne, in tudi ni zaveznik. Če mi dovoliš to vprašanje, kolikokrat ti pomisliš na 3. svetovno vojno? Nikoli. To, ne, to nosi nesrečo. Ne. Kaj, to sem se jaz od vojakov naučil. General Miha Škrbinc od slovenske vojske. Ne. Sem jaz tudi vprašal, kaj zdaj, a boste začeli vi metati atomske bombe v NATO ali kaj. Ne. In je tako je vzrojil, je rekel, tega ne smeš niti vprašati. Ne pomisliti. Ne, pazi, je rekel, ne smeš vprašati vojaka. Zakaj pa ne, a nimate vi atomske bombe? Je rekel, ne, atomsko orožje ni del oborožitve regularnih vojsk. Atomsko orožje je v domeni politike. Ne, dobro, ima posebne vojaške strukture, pod katerim nadzorom je, ampak ni del običajne oborožitve. V Franciji vojska sploh ne ve, da ima atomske bombe, zato ker so direktno pod Macronom. Ne? Ampak zakaj je tako? Zato, ker vojaki vejo, da če dobijo oni v roke taktično orožje, potem se vojna konča v 2 dneh. Zato, ker tudi če uporabljaš, to če rečejo ljubeče taktično orožje, to je, se malo počistiš, ne, rečemo, hkrati ne 100,000. Ne?
To je taktično, strateško je, če hkrati vržeš, skoriš milijone. Ne? Ampak, če si začnejo to izmenjevati, vse simulacije uporabe jedrskega orožja na bojišču so se končale na isti način, s tem, da je zmanjkalo vojakov. Ne? In zato pač je govoriti o tretji svetovni vojni, ne sme biti tega. Ne? Vsaj temu potem ne moramo reči vojna. Regularne vojne se prej na nek način končajo, nekdo pač kapitulira. Ne? Pri teh drugih možnostih te možnosti ni. Pred dnevi, ko smo gledali te nočne posnetke izstrelkov, ki jih je Iran poslal nad Izrael, ne, in kako deluje ta železni ščit nad Izraelom, to je tako surrealistični posnetki, vse jaz sem jih tako doživljala, v bistvu dvojna zvest. A bi znal kdo izračunati, koliko je bilo orožja v zadnjih letih recimo uporabljenih na teh območjih? Mislim, in kam gre ta denar? Zanima me tudi to, kako orožje definira vojne, ker verjetno so ta območja in spopadi pred desetletji izgledali drugače kot zdaj, ne? Pol na koncu vsi spopadi izgledajo bolj ali manj enako, ne? Z mrtvimi. Ja. Pa se pravim, končajo se z nekimi množičnimi grobnicami in bagri, ki kopljajo ven, kar je ostalo. Ne? To od prve svetovne vojne naprej se to tako dela. Ne? Prej bagrov ni bilo. Zdaj pa, mi smo zdaj fokusirani na Bližnji vzhod, ampak imamo tle za vogal, imamo Ukrajino, kjer Ukrajincem zmanjkuje 155 mm granat in izgubljajo ozemlje v Donbasu, zato ker na 5 ruskih 135 mm granat lahko odgovorijo samo z eno. Ne? Zato ker je njihovo število raket, letal in tako naprej minimalno, ampak še to zadošča, da nekako Ruse zadržujejo, leti pa po zraku neskončno reči noč in dan. A veš, to je na fronti grmi vaš čas. Ti v velikih mestih vsake drugo čas te slišiš, da nekaj poči, ne, pač, ampak je ta vojna med železjem je postala vedno bolj avtomatična. Ne? Letijo rakete, proti njim poletijo druge rakete, ne? In večina raket se razleti že v zraku, ne? Ker je pač tehnologija dovolj sofisticirana, da to zmore, in tekmovanje je samo še v tem, kdo bo nekako se spomnil nečesa, kar bo omogočilo preboj, vsaj za nekaj časa. Ne? V vsaki vsako ulico se da zaustaviti z ustreznim ščitom. Mislim, da so to že Rimljani nekako razumeli. Ne? Kar je novega, je v tem, da smo še iraško vojno, recimo te zadnjo, z leta 2003, smo nekako lahko razumeli. Ne? Če si minimalno se podučijo o tem, kaj je na terenu in kako operirajo, si lahko rekel, ok, razumem, kaj počnejo. Ne? Pri teh vojnah je zelo težko razbrati. Ne? Tudi če greš pogledati število neumnosti, ki se govorijo in pišejo, ne, o vojni v Ukrajini in zdaj med Izraelom, Gazo in Libanonom in Iranom, je neskončno. Ne? Zakaj? Zato, ker je veš, kako je. Jaz zadnjič ni več delal vtikač pri nas doma v dnevni sobi. Si jim dalo luč prižgati. In sem jaz rekel, mi je to popravil. Vtikač še znam. Ne? Pa se je potem izkazalo, da ne znam. Se moram poklicati enega prijatelja, ki je vešč tega, in je potem on to popravil. Ne? In potem sem jaz ugotovil, da pravzaprav za nobeno stvar v stanovanju, ki je povezana s tehnologijo, ne znam več sam popraviti. Znam pritiskati knofe, tako kot vsak drug. Ne? Ampak če se ustavi kompjuter, ga lahko gledam tako, ko bi gledal kravo, ki jo treba pomolsti. Sanja se mi ne.
da se mi nekaj, kako se to naredi. Ne? In veš, isto je z vojno. Ne? Ljudje, ki sodelujejo v njej, so izgubili nadzor nad tem, kako vojevanje poteka. Ne? Že oni imajo, profesionalci imajo s tem težave. Ne? Mi imamo pa seveda težave z razumevanjem, katera tehnologija je sploh uporabljena. Če ti jaz rečem, a veš, da Izraelci uporabljajo umetno inteligenco pri določanju tarč v Gazi, a veš, o čem govorim? Jaz tudi ne, ampak vem, da to delajo. Da Ukrajinci uporabljajo umetno inteligenco, sem tudi slišal. Ne? Kaj konkretno to pomeni? Ne? Veš, kaj je umetna inteligenca na bojišču? Ne? Mimo tega, da pač prepozna obraze in gibanje in potem lahko določi, da v tej bazi je ta registriran kot sovražnik, bomo na njega nekaj vrgli. Ja, ok, to se da razumeti, ampak sofisticiranost tega, kako se premikajo enote, ne, dobršen del vojne, vojaki preživijo tako kot mi, novinarji. Sedimo za nekimi ekrani in tipkamo. Ne. Jaz sem šel pogledat to topovsko baterijo, ki je v Kani razbila begunsko taborišče Združenih narodov leta 1996. Ne. Jaz sem vprašal, bilo je 5 samohodnih topov in 6. vozilo, ki smo v angleščini rekli fire control vehicle. Tam je bil fire control officer, ki je imel računalniške ekrane in je na ekranih določal tarče. Vojaki v topovih so pa samo upravljali z pravimi granatami, ki so bile določene za ta konkreten cilj. Vse drugo je potekalo čez računalniške ekrane. In velik del vojne, ne, zdaj poteka čez računalniške ekrane, vojaki sploh niso na bojiščih, ampak sedijo nekje kjerkoli, ne, in upravljajo z letečimi predmeti. Ne. To je novo. Ne. To nekako velja si vzeti 20 minut časa in razmisliti, kaj to pomeni. Ne. In kako se bo kdo spomnil to postaviti pod nadzor in zaustaviti. Ne. Ker v drugih vojnah smo bili navajeni, ok, ne, tam je zoprno. Dobro, Sarajevo, neprijetno. Ne. Težko je bilo priti noter, težko je bilo tam živeti, težko je bilo priti ven. Ne. Ampak v Ljubljani je bilo ok. Že v Zagrebu, ne, tretjina Hrvaške je bila zasedena, ampak v Zagrebu se nisi imel kaj sekirati. Ne. Tole je zdaj, ni več kraja, kjer se lahko počutiš varnega, če si na kakršen koli tudi simboličen način vpleten v konflikt. Ne. Okrog tega bi se bilo treba pogovarjati, kje se lahko pogovarjaš o tem. Jaz mislim, da razen Združenih narodov, razen teh čudnih soban v Ženevi in New Yorku, ni nobenega prostora, kjer vsi tam sedijo s svojimi tablicami in imajo bolj ali manj enakopraven glas. Ne? Mislim, zato je napad na Združene narode tako usodna napaka, ne? Ker ukinja še zadnji prostor, v katerem so pogovori možni. O varnostnem svetu, neučinkovitosti, nemoči sva se midva že lani pogovarjala, ko sva ob tem nevarnem borbotanju, segrevanju, pregrevanju balkanskega kotla takrat. In torej mi smo zdaj samo še 1 leto dlje v tem nedelujočem svetovnem sistemu. Ne? Vem, kaj mi boš odgovoril, ko vprašam, kdaj se bo to spremenilo. Ti boš rekel, pač, ko bodo stalne članice želeli, da se kaj spremeni, ampak a bodo želeli, kdaj, kadarkoli? Veš kaj je? To vprašanje seveda je nesrečno. Ne? Ti me hočeš spraviti v obup. Jaz imam rad Združene narode, ne vidim nobenega drugega izhoda kot tega. Ne? Vsak, ki se ukvarja z konflikti v mednarodni politiki, ve, kako usodno je, da
Agencija Združenih narodov za begunce deluje, da poskrbi zanje, ne? Da vse ostale agencije imajo proste roke, ne? Da modre čelade držijo odprto pot Rdečemu križu, to so bolnice, šole, infrastruktura, ki omogoča preživetje žrtvam. Ne? Ampak države se na svetu lahko razdelimo v dve jasno definirani skupini. Ena, relativno majhna, ampak zanimiva, so države, ki imajo jedrsko orožje. Druga, bistveno večja, tudi zanimiva, so države, ki tega orožja nimajo. Ne? In kaj lahko vidimo iz tega? Ne? Da, če pridejo v spor jedrske države, tudi nepomembne, majhne, kot je Severna Koreja, ki ima samo 50 jedrskih bomb. Zakaj? Zato, ker 50 jedrskih bomb zadostuje, da skuriš cel svet. Zato, da države, ki jih imajo po več tisoč, jih imajo, ampak 50 ti zadošča, ampak zato je Koreja relativno varna. Zakaj nihče ne govori, da je treba v Pakistanu intervenirati, ne, in urediti stvari? Ne? Razlogov je veliko. Zakaj? Zato, ker imajo atomske bombe. Ne? Da bi človek zares skregal z Indijo ali pa s Kitajsko, mu ne pade na pamet. Ne? Previdnost do Ruske federacije v Republiki Ukrajini, ne, je odvisna, previdnost do njih, ne, v reakcijah, da jim paziti, da jih ne razjezimo preveč. Ne, od tega, da tam so atomske bombe na eni strani, na drugi jih pa ni. Ne. In zdaj, kot vemo iz izkušenj, če ti rečeš državi, ki ima atomsko orožje, dajte se pogajati s tem ljudstvom, ki ga nima, pa vi zasedate njegovo zemlje. Se lahko delaš, da je to enakopraven pogovor dveh. Ne? Če pogledaš, zdaj Izrael, ne, ima na svoji strani Združene države Amerike in Evropo. Ne? Vsaj 5 mogoče jedrskih sil. Palestinci nimajo nobene jedrske sile na svoji strani, tudi simbolično. Ne? In nobene možnosti reakcije. Skratka, to je neuravnoteženo. In kraj, kjer ti lahko vzpostaviš ravnotežje, je neka miza, kjer rečeš, dajmo pustiti vprašanje količine oborožitve in ognjeno moč, primerno dajmo provati politično najti rešitev za naše probleme. Ne morejo pa se šibki pogajati z močnimi, kot da so v enakopravnem položaju. Ne? In tle imaš, meni je nekako všeč to, kar Slovenija dela v Združenih narodih, ki dela zgago zdaj v varnostnem svetu. Ne? No, to sem hotela vprašati, kako ocenjuješ slovensko predsedovanje? Jaz mislim, da je to, da so se odpovedali tej diplomatski vljudnosti, zelo smo zaskrbljeni zaradi stanja tam, pa ne, tako odločno zavračamo in tako naprej. Skratka, čakali bomo v nedogled. Ne? Je to, da temu narediti malo kaosa. Ne? Porušimo. Majhne države si to lahko privoščijo, zato ker to, kar naredi majhna država, nima velikih učinkov. Ne? Zato jaz mislim, da so to dobro izkoristili. Ne? To je tako, a bo to imelo kakšen učinek? Ne, ampak mogoče bo drugim pokazalo, da se to da, ker namreč brez organizacije držav, brez jedrskega orožja, ne, se ostalim ne bo dalo nič niti reči, kolikor zdaj kažejo stvari. Ne. Brez tega, da na varnostnemu svetu tako ali drugače vrnemo, ne, vsaj približno moč moralne avtoritete, če že vojaške in ekonomske nima, ne. Pol se tudi pogovarjati nima več pravega smisla. Ne. To pa v resnici ni simpatičen svet. Ne. Veš, če mu vladajo samo pretepači, je povsod isto. Libanon je država polna beguncev. Zdaj, kaj ta eskalacija zadnje dni, ja, pomeni zanje? Mislim, kakšna življenja bodo živeli po tej eskalaciji, ko že zdaj vemo, kakšna življenja živijo?
Ja, veš, številke so zanimive. Ne? Iraška vojna, ta druga, iz leta 2003, je iz Iraka v Sirijo pregnala 3 milijone Iračanov. Ne? Ki so se potem, ko je Sirija zašla v državljansko vojno in bila okupirana z vseh strani, jih je potem 1,5 milijona prebegnil v Libanon, ki je najbližje, ne? In jih je zdaj tam, mislim, da 900,000. 800-900,000 jih ima UNHCR, Agencija za begunce Združenih narodov čez. Tam je še 200,000 palestinskih beguncev, zdaj, ko so Izraelci začeli bombardirati Južni Libanon, se je iz Južnega Libanona proti Bejrutu premaknil še 1 milijon ljudi. Ne? Tako da zdaj sem izgubil, ne znam seštevati, ampak 3 milijone. Kakšne številke so to? Ne? Za državo, ki ima sama 6 milijonov prebivalstva, 5,5. Zdaj Libanon je majhna, recimo, nemarljiva. Ne? To je tako, kot če se v Slovenijo priseli 2 milijona beguncev. Ne? Če jih je 50, je že konc sveta. Ne? In zdaj, tam so. Ne? Zanje skrbijo mednarodne agencije, Rdeči križ, UNHCR, pa nevladne organizacije. Ne? To pomeni močno destabilizacijo družbe, ne? In enkrat se je Libanonu že zgodilo, da je zdrknilo državljansko vojno. To je te zadnje, kar rabi. Ne? Je pa pač v državljanski vojni za države, ki imajo tam interese, je položaj enostaven. Stopijo na stran enega, mu pomagajo zmagati in potem vzpostavijo nek teror nad vsemi ostalimi. Ne? Tako da Libanonci zelo previdno nočejo tega. Ne? Zares ne. Zato, ker imajo izkušnje s tem, kaj pomeni, če padejo v državljansko vojno. Ja, pa je že državljanska vojna verjetno krivičen izraz. Libanon je zelo svojevrstna država. Tam 1/3 so šiiti, 1/3 so kristjani, ostalo so pa suniti. Skratka, 2 ločini islama in ena kombinacija krščanskih veroizpovedi, od katerih so maroniti večina. Maroniti imajo sirski pravoslavni obred in v neki stari sirščini mašujejo, so pa katoliki, ker je papež njihov poglavar. Nenavadni ljudje. Ne? In to je država, ki je nastala umetno po razpadu Otomanskega imperija. Naredili so jo Francozi, z neko pogodbo z Angleži, so Francozi vzeli Libanon in Sirijo. Ne? Če greš brat Camilla, največjih francoskih pisateljev vseh časov, ima eno lepo zgodbo o tem, kako je bil poveljnik enote francoske vojske v Libanonu in so zidali bunkerje tam. Ne? To so kraji, v katere je Evropa vpletena vsaj od prve svetovne vojne, od konca prve svetovne vojne naprej, rečemo tako, ne? Če pozabimo križarske vojne. Ne? To se ne dogaja daleč. Ne? Cipr je 90 navtičnih milj od sirske obale. In tam vihra zastava Evropske unije. Ne moreš se delati, da je to na drugem koncu planeta. Ni tako, kot se ne moreš delati, da je Ukrajina nekje daleč. V Sibiriji ni 8 ur vožnje iz Ljubljane do Užgoroda, ki je tam prvo mesto za mejo. Ne? Tako blizu so te stvari. Ne? Zdaj, če greš z letečimi rečmi, so še bistveno bližje. Ne? In je ta hlad, ki spremlja dogodke, ki jim zdaj že tako mimogrede rečemo, to je pa genocid. Ne?
Kot si rekel prej, vremenska napoved. Ne, Ja, postaja. res, genocid. Zanimivo. Pa pa bi ti nekdo rekel, ne, morate pogledati pravno definicijo genocida, to ni, to je samo množičen poboj. Bež ti reči ljudem, ki ležijo po tleh, da poteka pravna diskusija o tem, kaj se jim dogaja. Bom še enkrat rekel, vem, da dolgočasim s tem. Potrebuješ mednarodne institucije, ki temeljijo na mednarodnem pravu, če ne, si v težavah. Ampak v tem trenutku ne zgleda rožnato, ne zgleda niti optimistično. Kako torej do eskalacije? Vem, da je težko vprašanje. Jaz ti ne morem razložiti, kaj se bo zgodilo. Ker jaz približno svojo energijo vlagam v to, da bi razumel, kaj se dogaja, in kaj je treba iti pogledati, zato da vsaj približno veš, o čem govoriš. Tako, da končamo s sončnim žarkom, žarkom sonca v ta mrak, ki ga ti širiš okrog sebe. Bi jaz rekel tako, jaz vidim, da med afriškimi državami, pa tudi med azijskimi, je veliko diskusije o tem, kaj narediti, da to ni v redu. In da se tem starim diskurzom, vsega so krive kolonialne sile, ne, vsega so krivi diktatorji in tako naprej, pridružuje ideja, da mogoče je treba ob pomanjkanju globalnih institucij, ne more biti globalizacija gospodarstva edina globalni trend na svetu, da so pač potrebne regionalne ideje o tem, kako zaščititi normalno življenje pred degradacijo. Tako se mi zdi, da napori v to smer se dogajajo. Te zadnji, ki je bil arabska pomlad na Tahrirju, v Damasku, v Tuniziji, v Libiji, se je končala slabo. Ampak politične diskusije o tem, kdo smo, kje smo, zakaj smo tukaj, ki so se dogajale v teh množicah, tudi v Teheranu je bilo na ulici leta 2009 3 milijone ljudi, ki so rekli, ne, to ni dobra ideja, kar mi imamo. Skratka, mislim, da je veliko vedenja o tem, da svetovni red, tako kot je zdaj nastal, potrebuje še kakšno drugo idejo. In da, skratka, da te stare formule so preveč iztrošene, in da velja o tem vsaj diskutirati. No, jaz tle se mi zdi, da poleg tega, da stari svet propada, to je očitno. Ta večpolarni čudež, ki je držal so mašinerijo po konci, to škripa na vseh koncih in krajih in leti na vse strani. Kar je treba pogledati, kaj znotraj tega nastaja novega. In pač se na tisto nekako usmeriti. Ko nemočno gledamo v bistvu vse te stvari s tem žarkom upanja, ki si ga omenil, bi mogoče pocitirala iz enega tvojih zadnjih tekstov, v katerem si govoril med drugim s sirskim likovnim umetnikom. Isan Kurbaj, fantastičen človek. Tako. Ti praviš, če tudi je mednarodno humanitarno pravo v veliki eksistenčni krizi, strategije odvračanja beguncev pa so hkrati vedno bolj grobe in sofisticirane, bo zelo težko elegantno organizirati deportacije ljudi nazaj. Ampak umetnik mora znati upodobiti, kako se danes počuti človek v Bejrutu ali otrok v Gazi. Za Gazo je našel način. Naredil je eno samo delo, zbral je na desetine praznih steklenic mleka, napolnil jih je žeblji, z drobljenimi zidaki, raztrganimi cunjami, prahom, peskom, črepinjami, zlomljenimi orodji. Napolnil sem jih vsem, razen z mlekom. In ti praviš, to je najbolj realistična podoba vojne, dejanje, ki je zgolj eksces nasilja in nič drugega. Skratka, če zaključim, ko nemočno, torej nekako zdi se nam, ki gledamo od blizu in si ne znamo, mogoče tudi daj niti tega upanja, ki ga ti vidiš, teh žarkov ne vidimo, oddaleč, ko gledamo Bližnji vzhod, Ukrajino, Sudan, tudi zdaj,
ko gledamo to nemočne narodnega prava, mrtve črke na papirju. Kaj nam svetuješ, Ervin? Meni, nam. Veš kaj, to je zelo preprosto. Poglej, Dubaj je nekako vsem všeč, ne? Burj Khalifa, fantastičen stolp. Ne? Naredili so ga sirski arhitekti, ki so pobegali iz Sirije. Sicer je, mislim, Alan White je bil Američan, je bil arhitekt Burj Khalife, ne? Ampak vse delo so opravili sirski arhitekti fakultete za arhitekturo v Damasku, Ja. ki je veljala za eno najboljših šol za arhitekturo na svetu. Kurbaj, ki si ga prej Ja. citirala, je tam predaval eno leto, on je rekel, mogoče je bila to najboljša šola za arhitekturo na svetu. Ne? On je tudi rekel, da so v Alepu bombardirali banko semen. To tudi opisuješ v tem tekstu. Ja. Ja, ne, banko semen vsega rodovitnega pol meseca, ki gre tam od Jafe do Bagdada. Ne. Od tam je prišlo večino zelenjave, ki jo mi uporabljamo. In semena so bila spravljena v Alepo in je ena bomba na banko semen je to požgala, tako da zdaj semena so samo še nekje na severnem polu, na Švedskem, Norveškem, tam gor spravljena v nekem bunkerju. Svalbard, ja. In on zdaj v bistvu povečuje, ne? Ja, dela iz tega umetnost. Ja. Ne. In jaz mislim, da lahko naredimo lahko dvoje. Ne? Pišeš, govoriš, slikaš, delaš kipe, karkoli pač počneš, si aktiven v tem, v refleksiji. Ne? Drugo je pa to, da je dobro vedeti, če so sirski arhitekti naredili Burj Khalifa, ne, je dobro vedeti, da zdaj, če greš na Hrvaško, na morje, ti Nepalci in Pakistanci prinesijo kavo in pečejo ribe. Ne? Skratka, da je dobro je vedeti, ne, da svet, v katerem ni več mogoče živeti, pride tja, kjer je mogoče živeti. In da tega ne moreš zaustaviti. Ne? Skratka, biti zares nervozen pred tem, ne, da se ti v hišo naseljujejo tujci, ne, ki ti grejo na živce, mogoče ni najbolj modro. Ne. Kurba je rekel, ne, da v Angliji imajo slogan torijci ustavimo čovne. To so te čovni, ki prinašajo begunce. Ne. In je rekel, zakaj prihajajo čovni? Zato, ker tja odhajajo angleške bombe, odkoder begunci prihajajo. In je rekel, ustavite bombe, je dosti boljša strategija, ne, od tega. Ne. Tako da, veš, ni, da smo mi lahko samo nemočne neme priče tega, kar se dogaja, pa jočemo na svojo strašno usodo, ne, ampak če velja pogledati, koliko škode lahko narediš na področju, na katerem si aktiven. Ne. Mislim, da ti dosti drugega ti ne preostane kot politično organiziranje in zahtevanje racionalne politike. Ja, da, ker pač to, za kar gre v vojna. Ne, vojna je eksces nasilja, nič drugega ni. To je preprosta formulacija. Ne. Ampak v vojna gre samo za nadzor ozemlja in surovin. Za nič drugega. Mislim, ni nobene mistike, Bog in vsi svetniki. Ne, gre za zemljo, ki jo ena država hoče imeti, ima razloge, zakaj to hoče, ne, in okrog tega zgradi potem neko veličastno idejo. Mitologijo. Ja, ne, zakaj mora to početi. Ne. Ampak v resnici podlaga je zelo preprosta. To je zemljevid, to je naše, to bomo vzeli. Ne. In nekako dobro je, če se to prepreči vnaprej. Če ni dobra ideja. Ne. Obstaja cel kup pogodb, ki so jih vse države na svetu podpisale, ne, ki to prepovedujejo, vzeti ozemlje druge države. Ne. Jaz mislim, da je dovolj vztrajati pri tem, da je treba to implementirati. Ne. Ni treba si neke silne, nove strategije izmišljevati, pri teh je pa treba vztrajati. Ne. Mislim, ni nič od tega, kar se bo zgodilo,
če tvoja skrb za prihodnost tle naslovim, ne, ni nujno, da se kaj od tega zares zgodi. Ne. Možnosti je veliko, ne, in boljših ne prepustiti same sebi. Na tej pozitivni noti zaključujeva današnjo analizo. Hvala zanjo, Ervin Hladnik-Milharčič. Hvala lepa. Hvala tebi, pa lep dan. Hvala tudi gledalcem in tudi vam. Lep dan še naprej.